Imam jaz eno hitro podvprašanje, Gabi, vse ti lahko rečem kar Gabi, ne? Se bomo kar tikale, ker se poznamo. Kako to, da si poleg medicine šla študirati še socialno delo? Na medicini se mi je zdelo, da se preveč ukvarjamo samo z organi, tehnično, ne, z posameznimi organi in sem imela občutek, da ne dobim znanja, kako delati z ljudmi, odnos do ljudi, recimo. In zato sem se pa takrat v tretjem letniku, v četrtem letniku sem vzporedno upisala socialno delo in dejansko sem pridobila znanja, ki sem jih takrat pač želela pridobiti, ne. Ker na socialnem delu so bile vaje poslušanja, vaje komunikacije in takih pač na medicini ni bilo. Zanimivo. Ne? Ja, meni se zdi še kako potrebno, ne? Vsakega zdravnika, da zna. Da imaš še te veščine. Pa si kdaj delala kot socialna delavka? Ne, nikoli. Tudi nimam strokovnega izpita. Najprej bi mogla iti strokovni izpit narediti. Ne? Ja, odvisno, kaj vzameš kot socialno delo. Recimo po faksu sem bila recimo 6 mesecev v Braziliji, ker sem delala v bistvu tako delo, na pol delo z otroki na ulici. Je bilo na pol socialno delo. No. Res je. Ja, da. Vse je relativno. Ne? Ko bi ti mnogi sledili, kaj ne da? Zdravniki predvsem mislim. Jedra, če se lotimo tvojega romana, Kristi Krosci, povedala sem, da gre za ločitev dveh žensk, ki imata otroka v času korone. In eden od prizorov, ki je zelo poveden za razmere, v katerih se znajdete, je, ko sta na sodišču svojo ženo in se ločujeta in sodnica vpraša, katera je tu mama. Mene zanima, kako si ti skozi perspektivo svoje glavne junakinje Gigo, skozi Gigino perspektivo, kako večkrat recimo ji položiš v usta besede kot nisem rodila, ne dojim, nisem biološka mama, ne obstaja priročnik za to, kako biti ne biološka mama. Pravzaprav se mi zdi, da to velja tudi za vse ostale mame, ne? Da bi rabile priročnik. Ne? In to je tudi neka dilema, s katero se najbrž soočajo ljudje, ki so posvojili otroka. Ampak dobro, ti pišeš o tej družini dveh žensk in otroka. Torej, kako si to v Gigo položila vse te dileme, od kje so prišle, kako se s tem soočala, s to nebiološko materjo v sebi? Ja, meni se ni bilo treba kaj posebej uživljati v Gigo, ker sicer Giga nisem jaz v knjigi, to je protagonistka, ne, njen glas pripoveduje zgodbo o ločitvi z otrokom. Giga nisem jaz, njen glas je drugi, ampak jaz imam pač to izkušnjo istospolne zveze, poroke in otroka in ločitve. In sem zaradi tega pač že takoj, ko sem se ločevala, sem nekaj to bi mogel napisati pri kakšnih motivih. Ne? Nisem pa pisala po resničnih dogodkih, tako da v resnici sem kar sem vzela iz svojega življenja, je bil ta občutek razhajanja, ta občutek, da čeprav je bilo starševstvo moje pač istospolno, ne biološko starševstvo, ne vem, kako se točno zdaj to definira, ne? Čeprav je bilo pač vse verjetno precej bolj podobno normalnemu, mislim, normalni je težka beseda. Jaz sem mama, nisem pa biološka mama in moja izkušnja materinstva je bila verjetno v vseh zunanjih znakih še kako podobna vsaki drugi izkušnji materinstva, razen tega seveda, da nisem rodila, dojila in tako naprej. Sem pa ves čas doživljala ta manj vrednostni kompleks v smislu, da nimam zgledov, ne poznam lezbičnih mater, ne poznam ne vem, kaj naj, ne, tukaj je pač, meni se je kazalo, zdaj ne vem, če je to čisto res, ne, da je milijon priročnikov za vse mame, točno kaj morajo storiti v kakršnih koli okoliščinah, zame pa tega ni, ne. Tako da sem imela občutek, da me večina prijateljev, bom rekla heteroseksualnih prijateljev, obravnava kot očeta, ne. Imela sem občutek, da se me tlači v eno vlogo, jaz pač nisem oče, nočem biti oče, nisem moški, niti si ne bi želela biti. Ampak se je pa dogajalo, da smo z biološkimi očeti takole se drezali, ne, so mi oni rekli, vidiš, ne,
takole je, da zdaj boš videla, ne, zdaj to bo zdaj tako, ne. Pač se mi je zdelo dosti zabavno, sprva pa niti ne več, ne, ker sem hotela jim dopovedati, da pač mi nismo na isti poziciji, jaz nisem oče. In se mi je zdelo tako celo od prijateljev, ali pa ne bom rekla bližnjih prijateljev, ampak znancev, zelo grdo, da me pravzaprav bašajo v nekaj, kar nisem in nikoli ne morem biti, ne, oče. Pa dejansko pač to nima zveze z mano in z mojim doživljanjem materinstva, ne. Sem pa mogoče hotela reči, da tukaj je bilo pred mano, kolikor vem, približno 150 istospolnih parov, kjer je ena od partnerk posvojila otroka. Moj otrok je tudi pač seveda moj, ne, posvojen tudi. Ampak od teh nihče ni govoril o tem, nihče ni spregovoril, vsi so imeli to v svojem strogo zasebnem svetu. In pač sem, ja, kot mama sem se odločila napisati to knjigo in sporočiti, da pač ja, tudi mi obstajamo, ja, nas je kar nekaj in verjetno precej več kot 150, kolikor je registriranih parov, ne. In ja, ta naša izkušnja je na nek način mapiranje ozemlja, ne, ali kako bi rekli, pač neka pionirska. Ja. Čeprav, kot si rekla, nobena mama nima priročnika, ampak vendarle nekatere mame imajo na izbiro že na Amazonu, ne vem, 150 knjig na to temo, ne, jaz jih pač nimam. Ja, pa na Facebooku imamo zelo močne skupine mamice, a ne, ki se na vse spoznajo. Mamice opremljajo, mamice modrujejo, mamice, ne vem, kupujejo, vsega je dosti. Nimamo pa skupine lezbične ali pa nebiološke mamice, ne. Se pravi, to je tudi ena niša, tako rekoč, recimo. Sicer imamo skupino, ampak ne bom zdaj v tem. Okej, se opravičujem, nisem vedela, ne. Ker te mamice, ki opremljajo in delajo vse in vse vejo, so zelo odmevne. Ponavadi je to zelo zabavno spremljati, ker je pač nebroj nebuloz, ne. Ja. Cel svet se iz tega lahko norca dela, ne. Gabi, koliko se ti kot ginekologinja in porodničarka in seksologinja srečuje z lezbičnimi parimi oziroma z vsemi iz LGBT plus skupnosti? Ja, zdaj kot ginekologinja seveda vse osebe, ne glede na spolno usmerjenost ali pa spolno identiteto, če imajo žensko spolovilo oziroma ženske spolne organe, potrebujejo ginekologa. Čeprav nekateri ginekologi tega še vedno ne razumejo čisto, ne. In dejansko tudi kot članica tega konzilija za potrditev spolne identitete prihajajo k meni tudi vse LGBTQ plus osebe, različne spolne identitete in spolne usmerjenosti. Vsi imamo iste probleme, vsi imamo lahko iste zdravstvene težave, ne glede na spol, spolno identiteto. Kar bi pa še posebej, recimo, mogoče poudarila, imamo pa tudi v spolnosti vsi podobne probleme, ne, kot zdaj, če govorim pa kot medicinska seksologinja, lahko ima ne glede na spolno usmerjenost ali pa spolno identiteto, vsi lahko težave z spolno željo, z spolnim vzburjanjem, z samim spolnim aktom, kakršenkoli pa če, in pa vedno moraš pa začeti z neko abecedo, učiš vsakega, kako sploh funkcionira telo in v bistvu to, kar je tudi delno naš namen, tudi z današnjim pogovorom, ne, da je v bistvu spolnosti užitek, ne. Res je, užitek je zelo pomemben. Mi smo ga malo prišparali za konec, ker se nam je zdelo prav, da ob tej temi mavrične družine, istospolni pari, spregovorimo o zadevah, o katerih mogoče premalo govorimo pri nas, ne. Je pa predvsem, ko gre ne samo za mavrične družine, predvsem, ko gre za ženske in za manjšinske pravice, je pa recimo država že kar dostikrat posegla predvsem žensko telo, ne, in dolgo smo se trudili zanikati obstoj teh mavričnih družin. Jaz bi mogoče samo tule še nekaj dodala, da v svetu je zdaj šlo že tako daleč, da se ne govori več o couple terapiji, terapiji para, ampak se govori o relationship terapiji, tako da se tudi journali tele svetovni na svetovnem nivoju spreminjajo, ker govorimo o odnosni terapiji. Zdaj sta v odnosu dve ženski, dva moška ali sta v odnosu tri osebe, kakršnega
katerakoli, ne glede na spol, spolno identiteto, ne, je v bistvu naša spolna identiteta in pa spolna usmerjenost je mavrična, kakorkoli, ne. In zaradi tega se tudi na strokovnem nivoju, no, to v okviru spolne medicine to spreminja. Me veseli, Ja, ker na svetovnem nivoju, ja. Da ni to naša pogruntavščina, ne, trenutna, recimo, ja. ampak mi še kar radi delimo, ne? Ja, Mi to še je kar radi problem. predalčkamo, ne? Recimo v poseganju v te pravice, v manjšine, v ženske in tako naprej. Imamo res za zadnji dober primer, ko je Ustavno sodišče izenačilo vse pare v primeru poroke, ne? Sem prav povedala, Jedra? In posvojitev. In posvojitev, ja. Nekaj časa so se istospolni pari lahko registrirali pri nas, a ne? Potem naslednja faza je bila, to smo po fazah Partnerska spreminjali. zveza. Partnerska zveza, zdaj govorimo o poroki, ki je enaka za vse. Gre za poroko dveh ljudi, ne, ni več Zakonska zveza. zakonsko ja. zvezo. Poroka je bila že prej, samo Ja. je bilo partnerska zveza. No, vidiš, koliko sem out, ne? Ampak hočem reči, počasi napredujemo v tem, da se ene pravice uredijo in da govorimo pravzaprav o različnih odnosih med ljudmi, ne? Jaz bi predvsem poudarila, da niso vse pravice urejene. Ne? To velja za poročene istospolne pare. Ne? Samski ljudje pač nimajo, za moje pojme, jaz se sicer na pravo ne spoznam, ampak absolutno diskriminirani in pri pač seveda posvajanju otrok, in pri marsikaterem razpisu, ne, pač dostikrat se zgodi, da pač pari lahko zaprosijo za, ne vem, neprofitno stanovanje, recimo. Dostikrat samske ženske, to nisem prepričana, ampak mislim, da še vedno samske ženske imajo prepoved umetne oploditve. Ne? No, to sem hotela omeniti, ja. To z umetno oploditve, referendum, ki je bil leta 2001. Mislim, da je prav prepoved, prav tako je bilo rečeno. Ja, takrat je bil predlog zakona, da bi tudi ženskam brez partnerjev omogočali umetno oploditev, ampak seveda se je zataknilo, a ne? In smo imeli na to temo referendum in ta referendum je padel. In mene zanima, a se vam zdi, da je čas, da obnovimo ta pogovor, to zahtevo po umetni oploditvi tudi za ženske brez partnerjev, ker so in samske ženske z lezbičnih parov in tako naprej. Ta debata je sicer javno zelo potihnila, ampak na političnem nivoju se je kar dosti dogajalo, potem ko je referendum padel. Različne stranke so to spet vlagale pobudo in tako naprej. Če se prav spomnim, je edina novost temu zvezi to, da se je potem Ustavno sodišče, se mi zdi, odločilo, kdaj se zameji, da lahko recimo ženske do 43 leta starosti se oplodijo. Ne? Ampak še zmeraj to ne velja za ženske brez partnerjev, ne? Naj bojo samske ali iz lezbičnih parov. Je čas, da se to obnovi, sploh v državi. Če so lezbičnih parov, pa niso sami. Ja, to oprosti, res, ampak pravijo, veš, zakonska dikcija je bila ženske brez partnerja, ne? Aha, A veš? pomeni mož. Ja, ne, se mi zdi, da je to. Ampak hkrati bi imeli veliko več otrok, kar naenkrat v prejšnji vladi se je govorilo, da nas bo kmalu 3 milijone, pa vse večja nataliteta in tako naprej, hkrati pa ne omogočimo enega dost enostavnega mehanizma, ne? Umetna oploditev za Saj, če bi hoteli poskrbeti za to, da imajo ljudje več otrok, bi jim pač dali stanovanja, bi jim dali kaj drugega, kot pa samo to, da To je morajo res. rojevati ženske. Ne? Mislim, to je absurd. To Ne je gre res. za to, ne? Seveda ne. No, ampak a vidite v tem, kakšen smisel bi mogli to obnoviti, bi mogli to zahtevati ponovno? Jaz mislim, ja, da bomo mogli, ker je to pač pravica vsakega posameznika. Ne? Če ne, nismo enaki pred zakonom, se to je jasno. Ne? Tako kot si je takrat pač tale gospa, ko je pač tožila, ker ji niso omogočili umetne oploditve po 42. letu starosti, a ne, in ona je, to v bistvu gre razlikovanje glede na starost, a ne, tu gre pa v bistvu razlikovanje glede na tvoj partnerski status, ali bi rekel, ne, in dejansko po zakonu tu pač čisto osnovne pravice človeške, a ne, glede na osnovne človeške pravice bi mogli biti omogočeno vsem, ne glede na to, s kom živijo v partnerski zvezi, ne glede na to, a so samske ali ne, recimo. To pač še vedno nekako nas vodi neka ideologija, neka pač politika je taka, kot je. Ne.
Jaz ne vem, a je že čas bi bil, čas bi bil že včeraj, ne, kot je Jedrt prej rekla, ne, da bi se to uredilo, ampak ne vem pa, koliko je zdaj to sploh prioriteta, ne, ker vedno bolj ugotavljamo, da tudi sama spolna vzgoja, to sploh ni prioriteta nekih strank, ne. Razpravljanje o tem ali pa učenje o različnih teh spolih, različnih spolnih identitetah in tako naprej, ne. In v bistvu to trenutno se mi zdi, da ni neka prioriteta na nivoju naše države, no, tako jaz sama opažam to. A si ti jedrske raziskovala, ko si pisala knjigo, kako lezbični pari pridejo do otrok, recimo, je kakšna raziskava, analiza Jaz tega? sem to vedela odprej, ja. Sem pač o tem nerada govorim, ker je pač vsakomur, ki se mu sanja o tem, kako se dobi otroka, pač si lahko predstavlja, ne. Je pa res, da je to razredno vprašanje v tem smislu, da tiste lezbike, ki si želijo otroka, grejo lahko še vedno v tujino na umetno oploditev, ne. To je pa dejstvo. Ki stane pač en poskus, stane, mislim, da okoli 10.000 evrov. Tako da, pa verjetno ne gre v prvem poskusu, niti v drugem ne. Ampak, ja, ostale se pa pač znajdejo drugače. Vprašanje je bilo kako, ali kaj je bilo vprašanje? Če si kaj raziskovala, ne vem, imamo pri nas kakšne študije, analize, statistike? Ne, odgovor je ne. Ja, saj, če to ne obstaja, pa kaj bi raziskoval, ne, tako rekoč. Jaz bi rekla samo to, da se jaz ne več naučila od žensk, ki so k meni prihajale, ne, one so me obveščale, življenje, ja. V bistvu se nasplošno, se tudi kar se spolnosti in vsega zelo ogromno naučiš od oseb, ki pač pride do tebe, da ne rečem samo ženske, ne, ker kot sem rekla, imamo različne spolne identitete, ne, in pa spolno usmerjenost in one so me dosti poučile, ne, kateri centri so, na kak način to, kam lahko greš, ne. Zdaj govorimo tudi o različnih stopnjah, tako da 10.000, to je že kar asistirana, bi rekli, umetna oploditev, ne, da odvzamejo jajčice, da ga oplodijo in ustavijo. Medtem ko sama inseminacija, to pomeni, da se pač vbrizga seme, ne, tista je ceneje, ne. Seveda je pa spet odvisno, v kateri center greš, kako so te stvari sploh pregledane, ne. Ponekod imaš možnost izbire, a ne, genetike, da pač zaradi bolezni, a ne, glede na to, da si izbereš, veš anamnezo recimo tistega biološkega darovalca, ne, in si lahko zbereš, podrugod pa ni, a ne. Je pa seveda, kakorkoli, kdorkoli se za to odloča, bi pa svetovala boljše centre, ker so tudi taki, kjer lahko pride do oploditve z kako okuženo spermo, ja. Tudi to smo imeli v Sloveniji, mimogrede, tako da se vedno treba, dobro je, če se pozanimajo, no, da grejo na kvalitetno obravnavo. Ko sem se jaz pogovarjala z nekimi mojimi prijateljicami in prijatelji, ki so lezbični, ki so to naredili, recimo so tudi hodile ženske na umetne oploditev, pa jih noben zdravnik ni vprašal, ali so poročene, ali če so prišle same, ali imajo koga ali ne, ali so pripeljale kakšnega prijatelja za provizorje, recimo, kljub temu, da zakonsko to ni dovoljeno, so to vseeno pri nas počeli zdravniki. Saj to mene ne zanima, ne. Saj dejansko mene ne zanima, to je standard, to je profesionalizem. Ne. To se mi zdi kvečjemu pozitivno. Ja, meni se zdi to odlično, no. To lahko pohvalim te naše ginekologe, da so toliko dobri v tem, no, da sprejemajo tudi in da se ne ukvarjajo, ne, s tem, ker dejansko to ni pomembno, ne. Ja, kot vemo, glede na različne družine, kakšna je lahko sestava različnih družin, otrok pač potrebuje ljubeče starše, kdorkoli pač to je, ne, ljubeče in tiste, ki ga pač vzgajajo, ki mu dajo neko možnost, ne, da se razvija, da se šola, izobražuje, ne, tako da ostalo ni pomembno. A lahko še jaz nekaj dodam? Se mi zdi irelevantno, kar si kdorkoli od nas misli o tem, kakšni starši bi bili geji ali pa lezbike ali pa trans osebe, ko smo že ravno pri tem. Ker tudi jaz ne hodim okoli pa razglašam, kakšni starši se mi zdijo heteroseksualni ljudje, pa verjemite, da marsikomu
bi rekla, kaj pa povedala svoje. Ne? Bi Pač zelo- zakon je za vse enak, zakon ni samo za une, ki so pridni, ni samo za une, ki se pokoravajo, ni samo za une, ki pač živijo v skladu z našimi prepričanji, kako bi oni morali živeti. Ko sem brala tvoj roman in ko se Giga večkrat sprašuje, ne, in ko si govori, potrebujem priročnik za to, kako biti ne biološka mama, dobro, potem tudi reče, da potrebuje priročnik, kako je to, ko te žena zapusti oziroma punca zapusti, sem si mislila, draga moja, veliko ljudi rab te priročnike, ne glede na spolno Saj jih tudi usmerjenost. veliko je. Ja. Tako da se vse mame srečujejo s temi dilemami, oziroma vsi se srečujemo z dilemami, ko se ali ločimo, ali ko nas nekdo zapusti, to je vse enako. Ne? Vsi smo enako žalostni. Jaz sem napisala knjigo, ki je nasprotje priročnika. To je knjiga, v kateri sem si dala duška in sem napisala vse, česar pač se ne počne med ločitvijo. Pa bi najraj človek to naredil, ker ga res ima, da bi to naredil. Ampak pač ne, ker se tega ne dela. In v nekem segmentu oče protagonistke Gige ji reče, lej, pa se mi vsi hočemo razbiti tistega, ki nam je to naredil, ampak mi tega ne naredimo. Razlika med nami je v tem, da si ti šla, pa si to v resnici naredila. Kaj ti je? Hočem reči, da pač priročnikov je ne broj, tako da to je tukaj ne se obešati na priročnik, ker pač priročnikov je ogromno, ampak na koncu v praksi vsi naredimo čisto obratno. Ali pa še tega ne. Jedrt, potem lahko rečemo, če se kdo ločuje, če je tik pred tem, preberite roman od Jedrt, in ne tega delati. In boste na ta način sprostili vse, kar bi si želeli sprostiti, recimo, ne? Ja, ampak dejstvo pa je, da vseeno je ta oseba v knjigi je dobra mama, ne glede na to, kar bi pa jaz rada posebej poudarila, in se sprašuje čisto podobno vprašanje oziroma podobne zagate ima, kot imajo vse ostale biološke mame, samo to bi pa jaz povedala, da ni nič drugače, tudi vprašanje v zvezi z nosečnostjo, z vzgojo otroka in tako naprej. Vsi imamo, tisti, ki imamo otroke, se nam porajajo podobno vprašanje, tako da niso, tudi z tega vidika vidimo, da so to čist starš kot vsak drug. To bi pa jaz posebej poudarila. Lepo, najlepša hvala. Ampak Jedrt, še nekaj sem se spomnila. Ti si bila z ženo in tudi otrokom, ki je bil takrat še mehen, zelo aktivna v času, ko se je sprejemal in ne sprejel družinski zakonik, 2012, ko je ustavno sodišče dovolilo, da gre ta zakonik na referendum. In ta referendum je seveda ponovno padel. Državni zbor je dovolil. Državni zbor, pardon, zdaj že mešam, zdaj smo imeli ustavno sodišče, ampak hočem reči, takrat, jaz, ki se na to ne spoznam, sem se pogovarjala z različnimi ljudmi, takrat so mi mnogi iz FOH-a, naj so bili socialni delavci, pravniki in tako naprej, razlagali, da je ta družinski zakonik pravzaprav škoda, ker ni bil sprejet, ker je šel v marsikaj, ker je bil sodobna verzija tega, kar naj bi imeli v državi, ampak padel je pa prav spet zaradi malenkosti, ko se naj bi manjšinam dovolilo, da se pravi istospolnim, da posvojijo otroke. Ti si bila takrat zelo aktivna. Siniša Gačič je posnel dokumentarni film o vama dvema, kako spremljate ta referendum. Odraščanje je naslov, če se prav spomnim. In je prvi film, ki govori o istospolni družini, res v času referenduma. Če zdaj pogledaš nazaj na ta referendum, ki je padel, najprej me zanima stališče obeh, če imate kakšno mnenje o tem, kaj smo s tem, ko je tisti družinski zakonik padel, izgubili. Kaj bi lahko bilo boljše, če bi bil sprejet? Res je to že 2012, nekaj časa nazaj, ampak... Jaz poznam samo ta medicinski del. Jaz v bistvu takrat smo se največ s tem ukvarjali. To, kar jim je pač bilo prepovedano. Tako kot sem rekla, čisto neke osnovne človekove pravice so bile pač tem manjšinam odvzete. Ampak mislim, da je bilo še ogromno drugih stvari tudi takrat, to verjetno Jedrt več vejo o tem. Jaz sem najprej hotela to ne prostovoljno. Hotela sem komentirati ta film. Jaz se nisem čisto dobro zavedala, v kaj se spuščam. Otrok je bil star 5 mesecev, ko sva medve en mesec, v bistvu so naju spremljali snemalec in režiser, sta naju ves čas spremljala.
kar je pač seveda vdor v zasebnost. In tudi, ne vem, bi rekla, da je bilo precej čudaško, že samo to, da so snemali film o naši družini, nekdanji moji družini, ker je bilo, za nekatere ljudi je bilo preprečevanje že prepričanih, po mojem. Eni so bili, ne vem, meni se je zdelo po eni strani, zakaj sem pristala. Pristala sem zato, ker se mi je zdelo, vse vas tako blazno zanima, kaj počnemo gej in lezbike za 4 zidovi. Evo, da vam pokažem, kako perem posodo, kako si umivam zobe, kako pač ne počnem absolutno nič zanimivega. Ampak pol na koncu se mi pa zdi, da je ta film vseeno izpadel kot na nek način, v filmu se ne pojavi nič drugega, medve so samo mami. Nihče ne omenja, kaj počneva v življenju, s čim se preživljava, kaj naj jo zanima, v čem uživava. Pač bile so tam zato, da naj jo predstavijo kot mami. In verjamem, da so bili čisto v redu mami, sam pač, oprostite, samo to pač nisva. Nisva samo lezbiki, nisva samo mami. In mogoče sem tudi zato, celo zdaj, ko pomislim, mogoče sem tudi zato se lotila pisanja te knjige Križci krožci, ker sem hotela pokazati, da pač moja zgodba ni tako enostavna, ni tako enoplastna in predvsem nisem toliko pridna. Jaz nisem samo mama in ne pristajam na to, da se me na to vlogo reducira. In te Križci krožci, ki so roman o ločitvi, kar je seveda verjetno obratno od tistega, kar je bil ta film, takrat za medreferendumsko kampanjo. Ta knjiga je pa zdaj, pijem, kadim, nisem vegetarijanka, ampak vseeno si zaslužim pravice. Pač tukaj sem. Bila sem vegetarijanka, drugač 10 let sem tukaj. Še dobro, da nisi več jedel. Če danes pogledaš nazaj, vem, da je lahko po bitki biti general, ampak kaj se ti zdi, da s tem filmom koga premamili? Omenila si sicer, da so tisti, ki so se že zanimali za zadevo, da je bil film narejen za tiste, ki so že prepričani, ampak a si dobila kakšen odziv? Si koga premaknila s tem? Se je kdo mehčal tisti, ki je imel nasprotna stališča? V bistvu ne vem. Sem imela par odzivov po cesti od neznancov, ampak vsakič, jaz sem toliko zatrpela od tega snemanja filma, sem imela občutek, da me vsi grdo gledajo nekaj časa, si nisem upala po cesti hoditi, to je bilo že res, pač malo paranoična sem bila. In kadar me je kdo ustavil na cesti, sem zmer pomislila, ojoj, kaj bo zdaj rekel, Ampak večina odzivov je bilo dejansko dobri, hvala Bogu, Pač, očitno, kot pa sem rekla, se mi zdi, da vseeno so bili to ljudje, ki so že itak bili naklonjeni, ljubezni v vseh oblikah. Pač ne vem, če je ta film koga spreobrnil, tako bom rekla. Mogoče ga pa je, pa si ne upa priznati, pa se nekje doma skriva, pa razmišlja, kako bi zdaj prišel ven in rekel, jaz sem za vse ljubezni, recimo. Takih je več, kot si mislimo v resnici. Itak si mislim, da tisti, ki so proti, so v manjšini, pa so bolj glasni. Upam. Tako, kot predvidevam, Gabriela, da so bolj glasni tisti, pa jih je manj, upam, ki recimo neskončno zagovarjajo, se veš, gibanje za otroke, to svetost življenja, ta embrio in tako naprej, ko ima po njihovem mnenju nekdo, ki ni rojen ali pa nima pravice ali pa se ni rodil, več pravic. Recimo to me moti, ker embrio je nekaj, kar je odvisno od ženske, od mame, ne more samo živeti, ampak je vredno pa več za njih kot ženska, njeno telo in njeno življenje. Kaj bi ti tem za otroke, grem podobnim gibanjem odgovorila, tudi čisto strokovnega stališča, kdaj se vendarle to življenje začne? Zdaj, medicinsko je jasno, Bi pa rada mogoče vseeno tudi to omenila, da muslimani in pri muslimanih se kasneje začne kot pri kristjanih. Oni imajo namreč do ne vem kjerga točno tedna, do 7. 8. tedna dovoljen splav brez problema. Tudi židovska mati, ona odloča, koliko otrok bo imela in se lahko odloči za splav, ko ima določeno število otrok, da jih ne more več preživeti, je splav dovoljen, recimo. Medtem ko kristjani smo tu, ali ne vem, kristjani, katoliki,
smo tu v bistvu najbolj omejeni na nek način, ne, ta ideologija je najbolj toga. Z medicinskega stališča pa mi opredeljujemo splav nekako do 22. tedna nosečnosti. Zakaj 22. teden nosečnost? Naša medicina je tako dobra že, da slovenska konkretno ali pa ta zahodna, da po 22. tednu lahko tak otrok, ki prije na svet, preživi. Ponekod imajo to mejo 25 tednov, ker šele po 25. tednu lahko otrok preživi in zato je ta meja, kdaj je tudi od takrat naprej, od 22. tedna tudi govorimo o porodu, do 22. tedna govorimo pa o splavu. Če prije do neke prekinitve nosečnosti, govorimo mi še o splavu, čeprav je mogoče za tisto osebo, če gre za nek prizadet plod, pa da nekaj ni v redu, da odmre v maternici, pa je treba prekiniti, za tisto mamo je to že lahko otrok, ampak mi z medicinskega stališča govorimo do 22. tedna o splavu in kasneje pa o porodu. In če se rodi, govorimo tudi, ko je 22 tednov ali pa 500 gramov, no to je ta drug mejnik za nas, je pa govorimo, da je mrtvo rojen ali pa da pol umre po porodu, če takoj po porodu umre, ampak še vedno je zavedeno kot rojstvo, recimo, tako da to je z medicinskega stališča. Prej pa v bistvu je fetus, ki ni sposoben preživeti in je takrat tudi je to drugačno. Upam, da so te slišali, tisti, ki bi te mogli. Kako komentirate to, kar se recimo dogaja v Ameriki? Govorimo o prepovedi splava. Mi smo recimo sicer, pri nas je že od 70 let v ustavo zapisana ta pravica do splava. Se mi zdi, bili v tem smislu bolj razviti, bolj liberalni, ampak kakšen obet, kaj se bo iz tega lahko ne samo v Ameriki, ampak še kam drugam razširilo, kaj še sledi recimo lahko po tem, kar se dogaja v Ameriki glede splava. Jaz ne bom nič več rekla, kaj sledi, ker se do zdaj vse uresničilo, tako da nočem. Bi pa mogoče opozorila, da zanimivo se mi zdi, kako je orožje še vedno dovoljeno, splav pa ne, imajo pač države pravico do samoodločbe. Pa tudi pred kratkim sem bila šokirana, kako gladko je šlo mimo, da je Amerika v resnici, ustavno sodišče, spet govorimo o premožnih belih moških v oblekah, ki so odločali... Srednjeletnih v glavnem. Kar starih, no. Sem hotela biti malo prijazna. Ja, sorry. Mislim pač, so okoljsko politiko totalno zdesetkali, Bidenova, če sem jaz prav razumela. Tako da bi rekla, da so jim pomembnejše nerojene celice, kot pa živi ljudje. To je vse, kar imam za komentirati. Jaz ne verjamem v najhujši scenarij pri nas, ker glede na evropske raziskave, ki jih pač upravljajo fakultete oziroma gre in so to obdelani evropski podatki, to je bilo tudi v tej knjigi za objavljeno pravica do splava, ki je šla letos januarja, smo Slovenci zelo visoko, zelo liberalni, kar se tega tiče, više od Nemcev, više od samo Skandinavci so še bolj liberalni do pravice do splava, tako da jaz res to, kar nam je zgodovina dala ali pa pokazala, da se tega zavedamo in upam in sploh ne razmišljamo o drugačnem scenariju, kot pa je do zdaj pri nas, da ostane splav na takem nivoju, na tako kvalitetnem, kot je bil do zdaj. Da se upravlja profesionalno in vse v pravilih. Na Hrvaškem je veliko govorov o vesti ginekologov. So pri nas to pojavlja? So posamezniki, ampak zaenkrat ne motijo naše delo oziroma niso okrnjene zaradi tega pravice žensk. Ti si prej omenila starejše moške sodnike, ustavne sodnike v Ameriki. Moškim se mi zdi bilo nasploh čez zgodovino dovoljeno več. Ženske so se bolj borile za volilno pravico, pravico do izobraževanja, do šolanja, do tega, da se delo doma prizna za delo, za načrtovanje družine in tako naprej. Več dela so imele naše prednice, da so nam izborile neke pravice, ki niso samoumevne. Ampak mene zanima še nekaj. Združenje World Association of Sexual Health, Gabriela je pripravila tudi deklaracijo o spolnih pravicah, ki pa še danes ni bila sprejeta pri OZN.
Ja, Svetovno združenje za spolno zdravje je v bistvu že pripravilo, koliko že ne 12 let nazaj, deklaracijo o spolnih pravicah, kjer je vse tudi pravica do različnih spolnih izrazov, do različne spolnih identitet, pravica do različnih spolnih usmerjenosti, pravica do telesne integritete, nihče se nima pravice dotikati tvojega telesa, zlorabljati in tako naprej, pravica do izobraževanja na to temo, pravica do zdravljenja teh težav. To je vse opisano v deklaraciji o spolnih pravicah, to na kratko, ne. Ampak ta deklaracija o spolnih pravicah preprosto pa ni bila sprejeta pri Združenih narodih, pri Svetovni zdravstveni organizaciji, ker je problem besede užitek, ne, pleasure, ker vemo, da po svetu še vedno ni vsem ženskam dovoljen užitek, ne. Čeprav ima ta beseda zelo pomembno vlogo. Recimo, ko bo enkrat to sprejeto, pomeni tudi, da bodo lahko moški oziroma bo farmacija lahko to uporabila, ne, pravica do užitka v spolnosti, bo lahko to farmacija uporabila in bo lahko tudi določena zdravila, bojo lahko na pozitivni listi. Skratka, če karikiram, recimo Viagra je najbolj tako, ne, bo lahko na pozitivni listi, bo lahko dobil tudi na recept, ne. Tako da to ni, ampak še vedno, glede na to, koliko je ta užitek za nekatere narode, za ženske nesprejemljiv, to ni bilo sprejeto na Svetovni zdravstveni organizaciji, OZN-u. Bi pa še pol zdaj dodatno poudarila, na kar pa se zdaj Svetovna zdravstvena organizacija, je pa seveda napisana še ena deklaracija, ta je pa deklaracija o užitku, kjer se zadnje leta vedno več govori, tudi na vseh kongresih. Nekako se je kar enačilo, ne, z spolno revolucijo smo ženske pridobile pravico do orgazma nekako, ne, prej pač to ni bilo dovoljeno, spolno revolucijo smo pridobile pravico do orgazma, na kar je ta pravica postala neka norma. Ženske zdaj kljub vsemu, ne, bi mogle vse povsod, vedno, kadarkoli doživljati orgazme, ne. Ampak dejansko v bistvu spolnega odnosa ni orgazem, ampak je užitek, ne. Znano je, narejena velika študija, da recimo moški, recimo z primarno partnerko, partnerjem, no, v večini spolnih odnosov samo v 70% doživijo orgazem in ženske z primarno partnerko, partnerjem v večini spolnih odnosov samo v 30%. Torej, bistvo spolnosti je, da delamo v bistvu na užitku, da se ukvarjamo s svojim telesom tako, da uživamo, ne, da ni to. Je pa problem v tem, da užitka pa meriti ne moreš, ne, to je pa spet drugo zdaj. Nekako ne moreš znanstveno ga obdelovati, primerjati, kaj, a ne, ker je pač nekako nemerljivo, ne. Vsak za vsakega neka druga pomeni užitek. Ne. Ja. A se sploh spomnim, da je tudi nekaj evropskih držav proti temu, proti sprejetju te deklaracije? Ne, mislim, da ne, da bi vedela, zdaj, ker evropske... Dogaja se marsikaj, no, samo tu so bolj posamezniki, ne bi bile pa tako globalno, pa ne. Se pravi, nimamo še pravice do užitka. Ne, mislim... Še za to se bo treba boriti. Ne, zaenkrat še ne, mislim... Vsak si mora sam vzeti, ne, če mene vprašate. Oziroma, to moraš naučiti ljudi, ne. Da so različni užitki, ne. Že skozi govorim, užitek je upor, ne, užitek je revolucija. Kaj bi vedve, tudi glede užitka, glede revolucije, sploh glede vzgoje v smislu spolnosti, različnih ljubezni naredile, če bi bilo povajno, kaj bi ve spremenile pri vzgoji v Sloveniji? Pri vzgoji? Ja, ljudi treba vzgajati od malega, o seksu, o ljubezni, o različnosti, o sprejemanju, kaj bi vedve, tako, če rečem malo zdaj, to je tako vprašanje, ne, ampak kaj bi spremenile, če bi bilo povajno? Jaz bolj strokovno lahko to odgovorim, ja. V bistvu je tako, da začela bi se mogla spolna vzgoja, mi ko čujemo spolna vzgoja, takoj pomislimo, je enako seks. To ni enako.
Spolna vzgoja je veliko širši pojem, ne? To bi kot prvo poudarila, ker se mi zdi, da se tega tudi najbolj prestrašijo vsi, ko slišijo spolna vzgoja. Spolna vzgoja pomeni tudi telesna integriteta, odnos do svojega telesa. To pomeni, da bi mogli že dvoletnike učiti v vrtcih. To mi je všeč, to mi ni všeč. Ne dovolim, da se me tako dotikaš, to mi je okej, to mi je prijetno, mi ni prijetno. Sploh, v bistvu, kaj sploh dovolim, da se z mojim telesom dogaja, ne? In s tem bi se mogli začeti. In to je en del, je ta del sploh, ne, zavedanja, da ne pride do spolnih zlorab, ne? Ker ta družba nam zdaj ponuja vsega in se mi zdi, da je to postal veliko večji problem, da te droge, recimo za posilstvo, da se marsikdo med mladimi sploh ne zaveda, da je to posilstvo, ne, če ženska ni privolila v spolni odnos, ne, ker imamo toliko slabo spolno vzgojo, tudi kar se tega tiče. In to, en del je v bistvu tale, glede seksualizacije tudi, ne, kaj je sploh, da ne vidimo teh mladih punčk namazanih, spremenjenih v neke ženske podobe, ker to ni normalno, ne, to je tudi ta seksualizacija v mediji, zelo ponujamo, da jim to naučiš, da jih privzgojiš, ne, kaj je moja telesna integriteta, to je vse povezano s tem, kako doživljam svoje telo, kaj hočem, da sem, a sem samo spolni objekt, ali sem človek, ali sem oseba, ne. In ta drugi del je seveda ta čutnost, učenje za užitek, ne, prvič to, kaj mi sploh ne ustreza, zdaj gremo za to, da te ne zlorabijo, na drugi strani pa kaj pa mi ustreza, kaj mi ustreza, ne, kje se lahko dotikam, kje se želim dotikati, kje mi ta dotik paše, kje mi ne paše oziroma kaj me vzburja, ne. Ta je ta seksualizacija, potem en del, o katerem že skozi govorimo, je ta spolna identiteta, ne, spolna identiteta pa to je cela mavrica teh identitet, dejansko, če bi poznali, se vsak najde nihče ni čisto, ne vem, na eni strani čisto črn ali pa bel, ne, ampak je res smo mavrična bitja, glede na spolno usmerjenost, na biološki spol, s katerim se rodimo, ta identiteta spola oziroma družbeni spol, kaj smo in naša spolna vloga, kako funkcioniramo v življenju in pa je šele spolna usmerjenost, tako medicina malo širše, recimo spolna medicina to deli, kot pa družboslovna razdelitev je to malo drugačna in o teh, recimo teh spolnih identitetah bi se sploh tudi mogli več pogovarjati, zato da se ne počutiš čudno, oziroma da otrok v določenem obdobju ne ve, kje je, da se sploh kasneje lahko najde, ker velikokrat, če otroci nekaj fantazirajo v nasprotnem spolu, to ne pomeni, da je njihova spolna usmerjenost, da bo v istem spolu, da bo pa zato kasneje, ne. Ampak fantazije se pojavljajo in jih je treba opredeliti kot normalne, je treba to pač, da pač to spada zraven v ta naš čustveni in pa spolni razvoj. In pa seveda najboljši ta del, ki je pa najbolj pokrit, je pa seveda sama medicinski del, biomedicinski del spolne vzgoje, kjer je pač zaščita pred spolno prenosljivimi okužbami, zaščita pred neželjeno nosečnostjo, to imamo pa seveda najboljš pokrito. Mogoče še samo te oblike spolnega odnosa v tem delu zelo manjkajo, ne, da so različne oblike spolnega odnosa. Zdaj, ta tradicionalna spolna kultura pač promovira samo penetrativni vaginalni spolni odnos, ki je pač, to je tradicionalna spolna kultura, zato ker ta pač vodi v reprodukcijo, ne. Dejansko pa je to samo ena izmed oblik spolnih odnosov. Kaj se zgodi, če ima recimo partner recimo raka na spolovilo, pa ga je treba odstraniti, to ne pomeni, da je njegova spolnost zaključena, ne. Recimo so tudi taki primeri in to je pač spolna medicina, zato to širše razlagam, zato je dejansko prav, da se zavedamo, da so različne spolne prakse, da obstajajo različni spolni skripti in da moramo eksperimentirati, da moramo eksperimentirati s svojim telesom, da moramo eksperimentirati s partnerjevim telesom, da se tega naučimo, da nam je lažje, ker pa vemo, da pa so le neki pozitivni, sploh na imunost, učinki recimo spolnega odnosa, ki se vsi sprašujejo, kak je pa pozitiven učinek, a ne, tega spolnega odnosa, zakaj bi sploh to počeli ali pa kak je pozitiven učinek samozadovoljevanja in tako, ne. Tako da ja, tako da v bistvu to, jaz mislim, da je
to ravno problem, da je pač ta mit, da bo pa ne vem kaj, zdaj če bomo pa o spolnosti se pogovarjali, bojo pa vsi vse vprek imeli spolne odnose, ne, kar ni res, ker je znano na Nizozemskem, da recimo, ko imajo resno spolno vzgojo, da se je za 1 leto ali celo 2 leti prestavil, da so začeli mladostniki s prvim spolnim odnosom, da je to pač pomemben del. Pomemben del naše identitete je spolna identiteta. Ne? Jedrt, kaj bi ti naredila? Jaz mislim, da je to tako odlično povedano, da pravzaprav nimam kaj dodati. Bi pa mogoče povedala eno anekdoto moje stare mame Novomeščanke, ko je, sicer je bila zelo napredna ženska, ampak hočem reči, zato bi rada povedala to anekdoto, da je jasno, zakaj rabimo feminizem in zakaj, pač to, s čimer si začela vprašanje, če se prav spomnim. Z vzgojo pravzaprav, ja, kaj bi ti naredila v smislu vzgoje? No, ampak hočem pač ponazoriti z anekdoto. Ko sem jaz svoji babici, ki je bila že takrat krepko čez 95, sem ji povedala, da imam punco in da se ljubiva. In je rekla, ja, vse je v redu, ne, fajn. Pa sem rekla, no, noseča je. Najprej prva njena reakcija bila, to te je prevarala, to si pa tudi naivna, ne. Pa sem jaz, ne, veš, ni čistko. Res mi je bilo do tega, da vse razume in sem ji vse do potankosti razložila. Pač po fazah in tako. In pol je ona poslušala in pa na koncu je rekla, to je pa tudi neverjetno, ker sem bila jaz mlada, pa tega ni bilo, ne. Pa se v glas moja noseča tedanja žena s kavča pa reče, ko ste bili vi mladi, gospa, takrat ženske niso imele volilne pravice. Pa reče moja babica, saj niso rabile, so bili moški pametnejši. Ne? Pač zato rabimo edukacijo, zato rabimo feminizem in zato rabimo tudi ne nazadnje taka predavanja, konc koncev bi rekla, ker meni zdaj tole je bilo res, pač sem se tudi jaz nekaj naučila, tako da ja. Absolutno, spolna vzgoja. Ja, jaz bi pa za konec zdaj, me je to prešinilo, poudarila, ne, da za vsako spremembo, ki jo ženske hočemo narediti, potrebujemo vas, moške, ne, da nas podprete. Zdaj ne vem, ali so feministi ali niso, samo da podprete, ja, karkoli se v bistvu definirajo sami oziroma opredeljujemo. Ne. Tako da tudi za volilno pravico, če nas moški ne bi podprli, konec koncev ne bi dobili. Ne. Ja. To je res. Ja, in podobno velja tudi pravzaprav za pravice istospolnih parov, ja. ali pa pač samskih ljudi istospolno usmerjeni. Ne moramo tega sami, ne. Ker dostikrat kdo zmaje z glavo, prečak se vi se borite, se to, boste že enkrat, ko bo čas, ne, boste že prišli. Ne, mi vsi to rabimo in vsi moramo pri tem sodelovati, ker če ne, pač smo vsi na slabšem. Res je. Ampak ko so tebe vprašali, Gabi, če si feministka oziroma kaj je definicija feminizma, zati si rekla, da še eno gostjo imamo, všeč je naš pogovor, pa je prišla. Lej. Da poznaš veliko žensk, za katere veš, da so po prepričanju feministka, samo tega ne bojo rekle, kakor da je to nekaj slabšega. Ne? Ja, tako mislim, da je pač trenutno taka klima, ja. Trenutno je taka klima, da je feministka ima neko negativno konotacijo, tako opažam, ne? In da kljub temu, da Kira bi pa šla delati v isto službo za nižjo plačo, zakaj bi šla, ne? V bistvu, če smo čisto konkretno, ne? Zakaj bi opravila več dela, recimo, za isto plačo, pa zakaj je, recimo, kaznovana za to, če ima otroke, ne? Pa ne more napredovati, ne? Zakaj? V bistvu, ampak ženske pač se jim zdi, tako daleč smo prišli v bistvu v tej družbi, da se jim to že zdi samo v sebi umevno, oziroma se feminizem gleda kot neko najbolj skrajno obliko, ker na začetku so bile tudi zelo skrajne feministke, no saj vemo, da za volilno pravico te sufražetke so tudi umirale nekoč, ne? Ampak so bile pa tudi druge skrajne feministke, ki so tudi zelo napadale tudi moške, ampak to ne pomeni. Vedno, v družbi vedno za neko stvar, če hočeš nekaj spremeniti, neki ekstremi morajo biti, ker če ne se vse ostalo zabrišejo. Ne? Vedno morajo biti neki aktivisti nekje, da poudarijo neki ekstrem, da se vse ostalo pač ne zabrišejo. Ne?
Tako da, ja, mislim, tisti moški, ki podpirajo feministke, so tudi feministi, ampak Bog pomagajo, tega se ne zavedajo. Ali mislim, Ja, da nekaj jih že ja. imamo, ki sami reči, da so feministi, Ja. so daj na pogovorih, če jih imam z moškimi, jih vedno vprašam, kako usklajuje delo in družino in zakaj so feministi, recimo. Ne? Tako da jih je treba malo polnomočiti v tem smislu. Ne? Ja, velikrat zelo dosti je posebej žensk, ki naštejejo vse, za kar se feminizem zauzema, ne, pač enakost pred zakonom, enako plačilo, enako vse. Ampak nisem, izrecno rečem, nisem pa feministka, da ne boste mislili, ne. Ja, mislim, da besede delujejo tako, da če to, potem to, ne? Se pravi, vsi feministke, če se zauzemaš za vse, za kar se feminizem zauzema. In mene osebno malo boli to, v bistvu, da je feminizem na slabem glasu, ne? Pač dejansko ne razumem, zakaj ne bi vsi se potrudili za boljš handlati to v družbi, ne? Pač dejansko, jaz mislim, ja, da bi vsakmu to dobro delo. Bi dobro delali, samo se jemlje tako kot, ne vem, skrajno levičarstvo, veš, kaj že nekaj, kar na pol bombe mečeš. Skrajnega levičarstva pri nas ni, se tudi skrajnega lezbijanizma pri nas ni, ne. Mogoče, če bi bil, bi bilo lažje, bi rekli, mi smo pa zmerni, ne. Ampak pač ga ni. To kar dostikrat poslušam, ne, ljudi recimo, ja, te parade ponosa, to pa tam pol geji pa lezbike skačejo v tangicah pa v usnjenih hlačah. To sploh ni res. Parade ponosa so najbolj dolgočasen dogodek na svetu. Hodimo, paradiramo, mislim, to je tako, kot če rečejo, kako, recimo mene, ne vem, kje je že točno, malo sem pozabila, nekdo me vprašal, kako izgleda moj vsak dan kot lezbika, ne. Pa sem rekla, ja, najprej zjutraj vstanem iz lezbične postelje, si umijem lezbične zobe, grem na lezbično stranišče, potem se lezbično stuširam. Mislim, kaj si ljudje predstavljajo? Pač, hočem reči, to je popolnoma nekaj, mislim, enako dolgočasnega, enako napornega in enako naveličani smo vsega tega že, ne? Ja, to pač vodijo. Jaz Ni mislim, da... nič radikalnega, sem hotela povedati. Ja. Ljudi pač vodijo stereotipi pa mitijo, ne? Pa razna prepričanja, ki pač so napačna in ki jih je pač treba razblinjati v bistvu z primernim znanjem, z primernimi razlagami, da se pač sploh lahko, ker ne vejo, ne. V bistvu, če samo pomislimo recimo na homoseksualni odnos med dvema gejema, ne, večina pomisli homofobov, da gre to za analni spolni odnos. V bistvu raziskave kažejo, da skoraj polovica gejev nikoli ni imela analnega spolnega odnosa, ne. Tako da v bistvu to so totalni predsodki. Samo uživajo pa vseeno. Ja, uživajo pa vseeno in imajo vseeno uživajo in doživljajo orgazme, ne. In tako kot vsi ostali, ne, z različnimi spolnimi praksami, katere bi priporočala tudi ostalim heteroseksualcem, da se jih naučijo, ne, ker pač je naša spolnost zato bolj pestra, imamo več od tega in kot smo rekli, tudi je dokazano, ne, da pač boljše spimo, da imamo boljšo koncentracijo, da pač spolni odnosi izboljšujejo kvaliteto življenja. Ampak to pa spet ne pomeni, da moraš skozi, pa kadarkoli, ampak vsak ima pa svoj ritem. In norma v spolnosti ne obstaja. Vsak to, kar počne, je za njega okej. To ne pomeni zdaj, kot pri sosedu pa večkrat, zdaj moramo pa mi tudi. Ne, če nimaš potrebe, ni potrebno, ne. Tako da normativov v spolnosti ni, čeprav si jih tako zelo želimo, ne, kaj je normalno. Ampak tako da, ja, no, to bi še mogoče za konec, ali kaj je še nekaj. Ja, če smo že pri užitku, ne, bi te Jedrt prosila, da je tvoje knjige, ki zdaj ugotavljamo, da je priročnik za mnoge situacije ljudi. Ni priročnik, to smo Mal te rekli. hecam. Bi te prosila, da nek odlomek prebereš. Ko že govorimo o užitku, pa dajmo o užitku še kaj slišati iz literature. Sem, da se spomnim na kjer stvari. Tist prvi. Ja, če sem ta se drugi. nekaj mišla. Po telefonu sem nabildana, saj sem pravkar preživela celo uro v zbiranju poguma in moči, da vtipkam njeno cifro.
Kako se mi je to lahko zgodilo tako na hitro, kako zvoni, ojebem ti že zvoni. Zber se, Giga, narediti moraš vtis, da veš, kako to gre. Ne vem, če se me boš točno spomnila, začnem. Pa prav točno, odvrne smeje. Dober začetek, ampak res šele začetek. Še sama komaj verjamem, ko dejansko pride k meni, na dom. Pojavi se na pragu, ko me spet stisne. Fak, kako je lepa. Deluje mehansko, kot da sem se prelevila v nekakšnega pračloveka z najbolj elementarnimi goni, se mi po glavi pletejo poenostavljeni ukazi, eden po eden, čevlji, sezuj, copate. Navzven to deluje, kot da razigrano poplesujem okoli nje, ji obešam plašč, nosim copate, strežem pijačo. Malce časkam in čebljam, medtem ko v moji notranjosti vse lije, vse obliva zona in zaliva plima in tako nepoznane naslade. Ker je prišla, ker ji nisem samo še ena mimoidoča, ker je očitno vsaj malo zanimam. V tem mlinu v moji glavi nama očitno nekako uspe, da se parkirava na kavč. In ko prinesem vino, se počutim kot na audiciji. Tako zelo si želim uspeha. Vloge njene ljubimke, da se mi ob zdravici zatrese roka. Opa, pa ne, da imamo tremo. Misli mi bereš, presežem, ničesar ne morem skriti. Verjetno se zasmejim malce mejno, kot da bi priznala vse za naprej in za nazaj, ker takoj zatem že čutim nevzdržno mehke ustnice na svojih. Vse se zamegli, koprenasto, kot v ludem snu. Zdi se mi, kot da se ljubim in kot da ljubim prvič. Nikoli in nikdar prej še ni bilo tega, kar imava medve, prisežem. Vseeno je kaj preži zunaj. Valujeva v istem ritmu, ko si beseda s čudnim imenom poželenje daje duška nad nama, zajeda v valovanje in ostri dotike, si naju podreja in ziblje, se siplje in se suva v mehkobo. Naju obrača po svoji volji in na ražnju zapeka do nevzdržne skorjavosti, nato spet milo cvrčiva in ne veva kaj, kje, kdo, čigava je okončina, ki jo oblizujeva tako precizno in nevedno hkrati. Nič ni najno in nikjer ponihavava razprostrti in na pladnju, na stežaj. Vse, kar je in česar ni sva, tako lepko staknjeni, pa vendar onkraj. Naklekljeni in stkani v filigran, pa vendar tako težko in boleče navzoči, da drugega mesa ni, kot je to. Točno tukaj in tako, samo ne nehaj, nikar ne nehaj. A si kaj moja? Nadzemeljsko in pangalaktično tvoja. Treme ni od nikoder več, ne meša se mi v poljube in dotike. Samo še vem, jasno mi je, kot da prepoznam to, o čemer sem že toliko slišala, to, o čemer se pišejo knjige. Kaj me gledaš? Se pretrepetavo kotaliva po blazini, komaj izvaljeni, potem, ko sva si bili že tako neverjetno blizu, da je zdaj kar hecno spet na razdalji. Zapomniti si hočem vsako tvojo potezo, da jih bom znala na pamet, ji rišem po obrazu, s prsti drsim preko dolbinic. Niti treba, še težko se me boš znebila. Obljubiš? Ljubim. In še za konec, kaj vama, ko rečem beseda užitek, pade na pamet? Kaj je za vaju užitek? Ne začeti. V tej vročini hladno pivo in senca. Jaz sem preprosta ženska. Ja, čisto odvisno od obdobja časovnega starosti. Včasih, ko priješ utrujeni službe, samo da se vležeš na kavč in počivaš. Ja, delati nič. Wow. Lenariti. Wow. Ima mogoče kdo kakšno vprašanje ali bi rad kaj povedal? Izvolite. Dve roki. A rabta mikrofon mogoče? Čak, ja, boste dobili mikrofon, da vas še ostali slišimo. Ja. Pa tam posod. Zdravo. Eno vprašanje, mogoče navezujoč se na rahlo nazaj, ko smo govorili o boju, bojevanju za, bojevanju proti tudi v nekih točkah. Nekaj časa nazaj sem imela z našo rezidentko
ki je temnopolta in se identificira kot temnopolta ženska, debato o tem, kako je boj za enakopravnost hiperpoudaril vse razlike med enimi in drugimi. In me zanima, v boju za žensko telo, za identiteto, kdaj se konča boj, ki dela razdaljo, in kdaj se ustvari norma, ki v bistvu zbliža in poveže. Ker hkrati nočemo delati drugega, nočemo biti drugo, hočemo biti sprejeti. In kje se začne eno in kje se konča drugo. Osebno mislim, da ima vsak, a ne? Vsak točno ve, kje se pri njemu konča in kje se začne. A ne? Kar se pa politično tiče, je pa precej drugače. A ne? Zdaj, politično to pa nismo, glede na to, kar smo se danes pogovarjali, recimo tako, kot so takrat odkrili, mislim, ko se je pač ena od žensk pritožila, da po 42. letu ni več upravičena do umetne identitete, so ugotovili, da zakaj bi bila zdaj starost neka, ne? Da starost ne moreš razlikovati žensko na podlagi 43 ali pa 42 let. Ne? In isto je tudi pri tem. Ne? Osebno, pri meni, se tam konča, kjer sem jaz postavila mejo. Ne? Kje je meja moje telesne integritete, kje sem jaz, oziroma tudi v moji družbi je tako, ko v bistvu si izbiraš take, da imaš, da ti je dovoljeno to, kar živiš, oziroma ponavadi najdeš tako družbo. Ne? Politično to pa je pa drugače, to je pa odvisno od vseh nas. Lahko se izpostavljaš kot aktivist, ne? Ampak potrebuješ pa seveda podporo vseh. In na koncu pač važno je to, da vemo, da noben človek ni tako zelo drugačen, da ne bi imel živeti z nami, da ne bi imel biti sprijet, da ga ne bi mogla celota ali pa družba podpreti. Ja, jaz se s tem seveda strinjam, ampak bi pa rekla tudi boj proti in boj za, ne, da je to v bistvu en in isti boj in to je boj vseh. In tukaj mislim, da če se borimo, recimo, ne vem, jaz kot feministka, če se borim proti moški nadvladi, to ni čisto, ne. Še vedno nismo tam, da bi lahko rekli, pač žal je to realnost dostikrat, ne. Je pa tako, jaz bi to primerjala s tem, ko eni rečejo, ne, se ni pomembno, kako si istospolno usmerjen, zakaj moraš to povedati, ne. Pač jaz se strinjam absolutno, zakaj moram to povedati, ampak moram, ne, ker pač trenutno še nismo tam, da bi bilo vseeno. Tako da se mi zdi, da v bistvu ta boj proti bo potekal toliko časa, dokler ne bo vseeno. Ko boš ti rekel, jaz sem pa lezbika, ja, pa bo en rekel, daj koga briga, kako se ti identificiraš, pač okej, si lezbika, pa kaj, ne, mislim, seveda. Ampak žal mislim, da smo še daleč od tega in da gremo v rikverc, no, nisem ravno optimistka. Se mi pa zdi tudi absolutno pri feminizmu, ko si vprašala, če smo feministke, jaz absolutno pač mislim, da sem feministka, ni pa to prva stvar, ki bi jo izpostavila pri sebi, ne, ampak feministka v najširšem smislu, ne. Zdaj, če govorimo o tem, da pač, če sploh debatiramo o trans ženskah, pa da one, ne vem, ali sodijo ali ne sodijo zraven, pol mogoče niti nisem taka feministka, ne. Pač jaz absolutno v najširšem smislu se zavzemam za to, da smo vsi, ampak vsi enaki, ne. Tako da v idealnem svetu, bi bil to boj za, ne. Tako kot je pa zdaj, pa mislim, da še nismo tam. Jaz bi pa sem to poudarila, da v bistvu za zdravnike pa ni vseeno, veš, je ženska istospolno usmerjena ali ni istospolno, oziroma ima samo istospolne zveze, zato ker so lahko, in tudi pri moških je tako, ker so pač določene bolezni lahko tudi sam s tem povezane, zato ker te osebe, ene se absolutno sploh ne pridejo do ginekologa in je zelo pomembno, ne, da se opozarja na to, da tudi one potrebujejo ginekologa in da tudi zato, ker manj rojevajo in manj dojijo, so tudi bolj izpostavljeni določenim karcinomom in zaradi tega, kot takrat, ko pride do tebe, je bilo zelo pomembno, da nekaj več preiskav narediš, kot bi pri običajni ženski, ko pride na redni ginekološki pregled. Tako da v bistvu ta razkritja so zelo pomembna in bi zdravniki mogli delati na tem, da se nam pacienti razkrijejo.
Zdaj, na kak način obstajajo zelo različne tehnike, a ne, tudi od tega, da imaš vrvico, na kateri imaš recimo svoje ime mavrične barve, od tega, da imaš mavrično zastavo recimo na vhodu ambulante in tako da, zdaj take aktivistične, ampak dejansko bomo sploh pri ginekologiji, pa to je potrebno tudi kurikulum iz spolne medicine, za ginekologe je potrebno narediti oziroma delamo na tem, da ga naredimo in da pomagamo tudi ostalim osebam, ki imajo drugačno spolno identiteto od pričakovane, ker to so vse naše pričakovanja, da jih opogumimo, da se razkrijejo, da dobijo primerno oskrbo. A ni... Dober večer. Naključni mimoidoči, zelo zanimiva debata, samo mislim, da ta diskusija o užitku je, ta dilema je lažna. Užitek je, že iz fiziologije naprej je znano, da je večji pri ženski. Samo stvar je v tem, ker je že dokazan znanstvenik Sigmund Freud ugotovil, da ženska nima nadjaza in se težko najde tudi v spolnosti. Ne? Iz tega izhaja tudi ta vaša definicija, ker ste sama rekla, kaj je vaš užitek, ne? V tem trenutku, da je vaš užitek pitje enega steklenice piva. Ne? Ne? Se pravi, da ženske težko oblikujete užitek zaradi tega, ker nimate definiranega nadjaza oziroma neizoblikovanega. Gospod, jaz si želim, da bi imela vašo samozavest. Niste poslušali debate, znate pa modrovati o njej. To bi si želela zase. Ne vem, kdo je izmeril, da imajo ženske večji užitek kot moški. To mi je prvo, ja, to kot prvo se sprašujem. Freud pa sploh vemo, v njem imamo svoje mnenje, ne, to on je pač teoretiziral v določenih zadevah. Zasadil nam je ogromno mitov, za katerih še zdaj trpi naša spolnost, človeštvo naše, sploh ta zahodna civilizacija, ne, kot naprimer to, da ima moški samo erogene cone samo na moškem spolnem udu in ne po celem telesu, ženska pa po celem telesu, to so miti Freuda. Od tega, da ženska ima dva različna orgazma, ki tudi ne držita, ki je spolna medicina dokazala, da orgazem je eden in isti, z stimulacijo različnih točk ga lahko dosežeš, odvisno, koliko imaš natrenirano svoje telo, oziroma kaj hočeš, oziroma koliko se prepustiš, koliko si dovoliš, ker jasno je, da za orgazem si moš tudi dovoliti. To pomeni, da nekdo je rekel, da pač je v bistvu orgazem edina stvar, ki jo včasih lahko ženska kontrolira v svojem življenju. Še, aha. Živijo, hvala za fajn debato. Jaz bi mogoče se sam navezala na tisti komentar, ki je bil kratek o paradah ponosa, ker se mi zdi, da je to včasih kar kamen spotike vsako leto, no, balkane, kadar se odvijajo. In na te tangice, a ne, usnjene hlače in tako naprej. Te mitične tangice. Ja, te mitične. Vsako leto fotografi najdejo tistega enega, ki ga je treba pa dati v vse medije, ne, čeprav je ponovadi samo eden. Ampak kakorkoli. Točno o tem sem jaz večkrat razmišljala, ko sem slišala te pomisleke, češ ne sprejemam parad ponosa, zakaj se morajo kazati, zakaj se ne morajo obnašati normalno in tako naprej. Točno o tem sem razmišljala, ker s tem, ko pač to izrekamo, kažemo na to, da sprejemamo samo tiste, in to mislim, da je to tudi ena izmed stvari, ki ste jih hoteli danes poudariti, sploh jedrt, ne, ker nisi pridna, pa kadiš, pa piješ, pa tako naprej. Da s tem, ko to izrekamo, ne, da zakaj pa tam eden v tangicah in tako naprej, sprejemamo in postavljamo meje
v smislu, on si zasluži pravice, ker se obnaša normalno in ker je pač v mejah naše dostojnosti, kakršno imamo, ne, po naših pričakovanjih. Nekdo, ki je pa tam onkraj tega, kar bi mi bili zmožni sprejeti, se pravi, prišel je s himalajskim perjem okrog vratu in v tangicah, ta si pa ne zasluži in njega pa ne moramo podpreti. Ne? In tukaj je to vprašanje, ki si ga mora po mojem vsak od sam zastaviti, koliko smo, kako naj to rečem, hinavski, ali kaj svem, koliko smo neki dušebrižniški, češ v tem smislu, da podeljujemo neke pravice na podlagi tega, kaj mi mislimo, da je dostojno, da je prav in tako naprej. Jaz mislim, da te pravice pač nimamo, ljudje smo različni, imamo različne izraze in jaz sem teh tangic vsako leto vesela, ker izzivajo točno to našo dilemo. Ja, jaz sem jih po resnici povedan tudi vesela, zaradi tega, ker kot smo prej ugotavljali, ne, brez radikalnih feministk ne bi bilo feminizma zmernega. Jaz pač ne razumem, zakaj bi te ene tangice, mislim, kot prvo, tangic na paradah ponosa je toliko mal, kot je, ne vem, bi rekla, lezbike so se recimo znašle v vlogi mame in pišejo knjige o tem, ne. Mislim, pač res jih je malo. Dejansko mislim, da so te tangice prav za nalaž morajo biti tam in pašejo tja, zato da se lahko vsak vpraša, zakaj pa ta model v tangicah ne bi imel pravic. Pač čist, res, zakaj? Ker ne vem, ker se rad kaže tako, kot nam ni všeč, ali kaj, ne vem, pač ja, ne bomo rešili tega danes, no, ampak ja, se absolutno strinjam, ja. Več tangic. In več užitka. Danes je knjiga od Jedrt Kristi Krosci po posebej prijazni ceni na voljo samo za vas, tako da lahko drvite takoj kupiti knjigo, Jedrt vam lahko kaj napiše. Najlepša hvala, Gabi in Jedrt. Ja, hvala Gabi in Jedrt. Hvala vam, da ste prišli. In vas vabimo ponovno na novomeške poletne večere v soboto dopoldne za otroke, ko bo otroška glasbena pripoved Zgodbrga pripoveduje, kako je čarovnica pregnala lovce na zmaje. Mogoče kaj podobne teme, ki smo jih imeli danes. Naslednji četrtek pa vas vabimo na pogovor o strahu in pogumu. Pogovarjali se bosta Goran Vojnović in Svetlana Slapšak o knjigi Zbiralec strahov, torej prve knjige Gorana Vojnovića, ki je objavil pri nas, tako da novomeški poletni večeri se dogaja na polno in upamo, da se spet vidimo zelo kmalu. Najlepša hvala, da ste prišli.